Lep dober večer, spoštovane dame in cenjeni gospodje, ljubitelice in ljubitelji nogometa, zlasti slovenskega. Še zadnjič v tem koledarskem letu bova z Dejanom v ponedeljek v vaši družbi. Veseli naju seveda, da ste tudi vi v naši družbi. Dejan, kako si ti? Prva liga, prvi del je za nami. Jaz sem v redu, se mi pa zdi, da si ti za konec leta kaj staknil nek prehlad. Nič hudega, držimo tempo, če to oddaje, potem pa se veš, potem pa sledi. Potem pa, ko je dopust, potem pa je čas, da sva bolana. Tako, takrat je čas, da 2 dni odležiš. V prostem času, ne pa sedaj. Zdaj, prosti čas je na nek način bo za nas tule, kar se prve lige tiče, ne sicer še za Celjane, ki imajo še 2 evropske tekmi. Veliko dela čaka predsednika Nogometne zveze Slovenije z izborom novega selektora, kar seveda zanima celotno široko slovensko javnost. Ampak je pa december tudi priložnost, da pogledamo, kaj se je vse dogajalo v letu 2025. Zato dobrodošli v oddaji Pod prečko v 2 delih danes. Ja, čisto malo te bom še popravil, Celjani imajo samo še eno tekmo. Še eno tekmo. Pardon, četrtek ob 21. V 2 delih boste videli tole današnjo oddajo, kajti prvi del smo in bomo tule v studiu standardno, tukaj smo vedno v ponedeljkih. Potem, ko se bo z Dejanom tule že malce poslovila, se bo Dejan spet pojavil na ekranu, saj smo v teh dneh posneli tudi daljši intervju z zdaj že nekdanjim selektorjem Matjažem Kekom, zato vas že sedaj vabim in pozivam k temu, da ostanete tudi po tem prvem našem druženju v studiu še naprej pri nas. Absolutno, veseli pa naju, da nekako nadaljujemo s tradicijo. Petič. Saj veste, predsednik in aktualni selektor. Zdaj aktualnega selektora trenutno nimamo, zato smo zadevo opravili tako, kot je Miha že razložil in absolutno ne boste prikrajšani za nobeno zadevo, za nobeno temo povezano z izjavami zdaj že nekdanjega selektorja Matjaža Keka. Zelo pa sva vesela z Miho in verjamem tudi vsi vi pred malimi zasloni, da je z nami predsednik Nogometne zveze Slovenije, gospod Radenko Mijatović. Dober večer. Dober večer. Hvala, da ste se odzvali tradicionalno našemu povabilu. Mislim, da bi bila škoda, da ne bi nadaljevali tako prijetne tradicije že petič zapored, tako da lepa hvala še enkrat za odziv. Verjamem, da trenutno vsaj vam ni tako prijetno, kot je bilo lani, ko je bilo leto res sanjsko, ko je, da ne rečem celo neponovljivo, ampak vseeno imamo veliko zadev, ki jih je za predebatirati. Kakšen pa je vaš pogled nekako, če bi strnili to leto 2025? Kaj vam najprej pade na misel? Kakšni so občutki? V bistvu to, kar ste omenili že prej, tradicije so zato, da se nadaljujejo. Če smo bili v vseh oddajah, ne vidim nobenega razloga, zakaj ne bi gostovali tudi v tem koledarskem letu. Kar se tiče nogometa v Sloveniji, če se ozremo na leto 2025, lahko rečemo, da v 2025 nismo bili tako uspešni, kot smo bili v letu 2024, predvsem, če gledamo na rezultate A reprezentance in v 21 reprezentance, da pa so liga in klubi, da liga je bila zelo zanimiva, da je spet nogometni klub Celje izboril sodelovanje v tem grupnem delu konferenčne lige in v njej zelo dobro nastopa, da so naši obe mladi reprezentanci se uvrstili v elite roundar, pa v nadaljevanje tekmovanja med 16 najboljših v Evropi, da je ženska reprezentanca izborila uvrstitev v skupino A, da futsal nastopa odlično, da se reprezentanca spet plasirala na Evropsko prvenstvo, da je mlada drugič zapored na Evropskem prvenstvu igrala polfinale Evropskega prvenstva, da nogometna zveza deluje stabilno, deluje poslovno pozitivno, tako da nogomet, a pa delo v nogometni zvezi ni samo ukvarjanje za ali pa v 21 reprezentancov, ampak je ogromno nekih dogodkov in aktivnosti, ki se odvijajo, tako da lahko rečemo, da smo bili tudi v tem primeru relativno uspešni, razen rezultatsko teh 2 najbolj pomembnih, predvsem A, ki je tudi najbolj odmevna in laična javnost po rezultatih A reprezentance, ki res v tem letu ni nastopala po svojih zmožnosti na svojem nivoju. Hočem reči, da so
da se delo nogometne zveze ocenjuje več ali manj samo po uspehih reprezentance, kar ni glih prav, ampak temu se ne moreš izogniti. Navijači javnost vedno tako gledajo. Predsednik, ena zadeva mogoče, ki jo nismo nikoli nekako niti odpirali. Kam spada Nogometna zveza Slovenije, če gledamo kot organizacija proti večjim reprezentancem? Tekmujemo na istem igrišču, na istih tekmovanjih, v istih kvalifikacijah, na koncu za, bom rekel, najboljše rezultate ali pa za uvrstitev. Vi kot zveza, po številu zaposlenih, po finančni plati, po možnostih, ki jih imate, kam bi jo vi uvrstili v tem, recimo vsaj evropskem pogledu, ker vemo, da kam približno sodi kot liga, slovenski klubi potem spet tekmujejo v Evropi z večjimi proračuni. Kaj pa vi kot zveza? Moram reči, če bi gledali na velikost države in možnosti po tej plati, zveza bi se uvrstila v zadnjih 15-20 reprezentancev v Evropi. Če gledamo po finančni zmožnosti, prav tako tam nekje. Če gledamo po tekmovalnih rezultatih, smo tam nekje, če gledamo Evropo, nekje med 25 in 30 mestom, tako da govorimo nekje o sredini. Če gledamo finance, sigurno nismo bogata zveza, ampak v okviru tega proračuna, kolikor ga, a pa sredstva, kolikor jih letno zberemo, v okviru tega se tudi gibljamo in mislim, da relativno uspešno. Tako da tudi, ko gledamo žreb za evropska ali pa tekmovanja ali pa kvalifikacije za svetovno prvenstvo, vemo, da štartamo tam nekje v 4. ponavadi, ampak če smo uspešni, ko smo bili v zadnjem obdobju, pa v 3. kakovostnem razredu. Tako da že vsi teli podatki kažejo nekje, kje realno smo. To, da se je slovenska nogometna reprezentanca 4-krat v praktično svoji 30-letni zgodovini uvrstila na 4-krat na velika tekmovanja, to pomeni izjemen uspeh. Posebej recimo prva uvrstitev, ker je slovenska nogometna liga v jugoslovanskem prostoru bila 3. liga. In s tem preskokom, da se je reprezentanca v 9 letih uvrstila na prvo veliko tekmovanje Evropsko prvenstvo 2000, je to nekaj neverjetnega. To je imenitni uspeh te generacije strokovnega vodstva in vodstva Nogometne zveze v tem času. Ja, v bistvu je bila celo 4. liga, če upoštevamo še medrepubliške lige, pa 1. in 2. jugoslovansko ligo. Mi smo se nekako odločili, Miha, da bomo prvi del s predsednikom nekaj spregovorili jasno tudi o našem klubskem nogometu, o naši ligi, ki je nekakšen temelj tudi naše oddaje pod prečko, da tako rečem. V drugem sklopu pa se bomo dotaknili tega, kaj se aktualnega dogaja z reprezentanco, zagotovo rekli kakšno tudi o izbiri za novega selektorja, ki ga čakamo v prihajajočem obdobju. Zdaj pa najprej nekaj o ligi. Ne vem, ali imamo pripravljeno morda tudi lestvico ali ne, na nek način tudi ni posebej zdaj pomembno, ni tako pomembno, kar se rezultatov tiče, ampak imamo določene problematike, bomo rekli, veliko se jasno govori o naših največjih klubih, Olimpiji in Mariboru, ki se soočata z določenimi tudi notranjimi težavami. Veliko govorimo o Murinih težavah, ki se znova znašla pri dnu lestvice. Največ pa se v zadnjem obdobju govori o težavah, predvsem finančnih, organizacijskih. Domžal pa naju predsednik zanima, kakšna moč oziroma kakšno vlogo ima tu Nogometna zveza Slovenije, kje lahko recimo v takšnih trenutkih stopi bliže klubom, kje lahko pomaga, da bi, vsi si to želimo, na koncu bilo vse tako, kot mora, da bi seveda tekmovanje vsi končali nekako z enakimi pogoji. Pa moram reči, da to, kar smo govorili, da je liga iz leta v leto napredovala, da se je igral nekoliko boljši nogomet, čeprav celi ligi manjka malo boljša kulisa, govorimo o gledalcih, ki bi v večjem številu prihajali na tekme prve slovenske nogometne lige. Seveda s tem je povezana tudi infrastruktura in komfort na stadionih, ter tudi drugi dejavniki, kot so tudi navijači, njihovo obnašanje in podobno, ampak kakorkoli upam, da bo to boljše v prihodnje. Kar se tiče tega, o čem ste govorili prej oziroma izpostavili, moram reči, da se neka izenačenost lige v tekmovalnem smislu ne vidi tudi v finančni zmožnosti posameznih klubov. Tako da lahko rečemo, da imamo nekaj klubov, pa tudi različna struktura je lastnikov v teh klubih, ki so finančno bistveno bolj močni in stabilni,
in imamo več kot polovico klubov, ki prvo slovensko ligo igrajo z bistveno manjšimi proračuni. To je bilo tudi v preteklosti, ampak v zadnjem obdobju je ta zadeva bistveno bolj izražena. Zdaj, kaj je problem? Problem je, ko mali klubi, glede na njihove možnosti zbiranja sredstev oziroma višine njihovega proračuna, poskušajo delovati na bistveno višjem proračunu, kot so zmožni pridobiti ustreznih finančnih sredstev. Potem se pojavljajo dolgovi, neplačevanja in pojavljajo se krize in problemi. Nogometna zveza Slovenije kot zveza, o tem govorimo veliko in pogosto, si giblje v okviru svojega proračuna oziroma porabi toliko, koliko lahko ustvari in na ta način deluje izjemno uravnoteženo. Zato bi tudi klubi morali delovati po tem principu. Enostavno ne moreš porabiti 3 ali 4 milijonov, če jih lahko zbereš milijon pa pol ali pa 2. In tukaj prihaja do neodgovornega ravnanja v vodskih klubov, ki potem zaidejo v težave. Težave, finančne težave klubov ne more reševati nogometna zveza. Ker na koncu nogometna zveza nima nobene ingerence, kaj bodo klubi kupovali, koliko bodo porabljali, kakšne proračune imajo, kjer stroške bodo ustvarjali. Na koncu, ko pa zaidejo v težave, potem laična javnost misli, da bi zdaj nogometna zveza morala reševati te težave. Nogometna zveza ni povzročitelj teh težav. Kje se pa lahko nogometna zveza vključuje? Vključuje se lahko, glede na to, da vodi tekmovanja in glede na to, da je združenje takrat pogorelo že leta 2012, je šlo v stečaj, ker je nogometna zveza prevzela tudi vlogo združenja, da pomaga pri trženju medijskih, sponzorskih pravic, drugih sredstev za ligo prek UEFA, razdeljuje ta solidarnostna sredstva, pomaga pri infrastrukturnih projektih, pri izobraževanju, pri usposabljanju. To so področja, v katerih liga lahko in liga tu, ne liga oziroma nogometna zveza lahko in nogometna zveza tu tudi pomaga. Da bi pa rešila finančni problem in dubioze posameznih klubov, to je iluzorno pričakovati in zveza tega ne more delati. Da so inštrumenti prek licenciranja, ko nogometna zveza lahko opozarja in na koncu tudi ukrepa, kot se je zgodilo, recimo v primeri tudi velikih klubov. Olimpija je zaradi licenčnih pogojev šla v najnižji rang tekmovanja. Tu je bila Mura, Koper, Zavrč in Primorje. Načeloma pač do teh situacij znotraj takega tekmovanja in takega funkcioniranja prihaja. Ampak drugega, kot to nogometna zveza ne more narediti. Smo pa vedno na razpolago, da tudi takrat, ko zadeve gredo na slabše ali pa na robe, da se klubi obrnejo na nas. Mi pomagamo tudi dosti krat s finančnimi sredstvi v okviru tistega, kar so klubi upravičeni tudi v prihodnje, tako da premostimo določena obdobja in pomagamo klubom v tem obdobju. Vendar več kot to nogometna zveza žal ne more. Koliko vas klubi tu obveščajo, še preden se odločajo za te tuje vlagatelje, investitorje, partnerje, da ne bi prišlo potem do teh velikih sprememb, kot je bilo na zadnje pri Muri, pa spet obvisi vse na predsedniku Kuzmiču. Domžale, zdaj primer, imeli smo poleti prevzem, pa menjava strukture vodstvene, tudi trenerja, pa se po 2 mesecih zadeva obrnila. Vemo v preteklosti, v kakšnem stanju je klub prevzel koperski predsednik Gubera. Skratka, da ne bi prihajalo do teh, da bi bila stabilnost večja, mogoče tudi z vašim nekakšnim nadzorom, čeprav vem, da poslujejo pa oziroma delujejo v okviru samostojnih zmožnosti in kot samostojni poslovni subjekti. Pa moram reči, da je bilo primerov, ko so klubi pripeljali potencialne lastnike na nogometno zvezo, ker smo jim na nogometni zvezi povedali, kako, kaj in na kakšen način je možno to lastništvo, kaj je potrebno postoriti in kaj mi od takih lastnikov pričakujemo. Tako da so že prej seznanjeni, preden vstopijo v nekateri klube. Velikokrat pa nogometna zveza je obveščena šele takrat, ko se določene zadeve zgodijo. Moram reči pa, da v iskanju teh partnerjev večjo odgovornost morajo prevzeti vodstva klubov. Ampak, ko smo govorili o teh problemih malo prej, kaj se vse naredi, da se klub pripelje v tako situacijo, potem ta vodstva klubov, ki so pripeljala ta klub v tako situacijo, zelo mrzlično iščejo neke partnerje, jih ne preverjajo jih dovolj, enostavno jih spustijo v strukturo kluba in potem se niti približno ne zgodi to, kot so pričakovali, tako da so imeli kar več primerov, pa vi veste za vse njih,
ko so nekateri investitorji prišli. Imeli smo izkušnje z istimi investitorji pri drugih klubih, ker smo videli, da tam ni bilo nič, ne, oziroma da se ni zgodilo nič od tega, kar je bilo obljubljeno, pa smo še v naslednjem klubu sklepali posle z istimi investitorji. Tako da tudi klubi ne izkoristijo izkušnje, ki jih imajo drugje, tako da dostikrat se, ko se zaide v težave, mrzlično išče neka rešitev, ampak to že, ko gledam iz posla in v poslu sem več kot 40 let, nikdar ni dobro na vrat na nos iskati rešitev samo zato, da se nekaj zgodi, ker to poglobi probleme, poglobi težave in težave so kasneje samo še večje in ne manjše. Kaj se bo zgodilo, če resnično Domžalčani, kot napovedujejo, ne bodo krenili v spomladanski del sezone? V tem trenutku jaz težko špekuliram, ali bodo Domžale igrale spomladanski del sezone ali ga ne bodo igrale. Ampak če se to zgodi, potem se mi moramo na novo organizirati. Odigrana je polovica prvenstva, kar se regularnosti prvenstva tiče, ono ni ogroženo. Ne bo potrebno vleči nobenih takih ekstra ukrepov. Praktično se bo druga polovica prvenstva odigrala, špekuliramo, še enkrat poudarjam, z 9 klubi. Vsi seveda upamo, da se to ne bo zgodilo. Vsi upamo in je potrebno narediti vse na tem, da se to ne zgodi, ampak vsi bodo imeli spet enake pogoje in regularnost prvenstva ne bo ogrožena. Ni to dobro niti za slovenski nogomet, niti za prvo slovensko nogometno ligo, da klub izstopi sredi sezone, ampak nažalost to se je tudi kje drugje dogajalo in ko pride recimo en veliki Bordeaux v francoski nogometni ligi, je v velikih težavah in ne nastopa v ligah, za katere bi bil primeren in tako naprej. Temu se ne moreš izogniti, ampak jaz upam, da se bo zadeva uredila vsaj toliko, da Domžale odigrajo sezono do konca, ne morem pa to niti zagotoviti, niti trditi. Zdaj si bomo vseeno ogledali, ker mi sporočajo iz režije, da imamo pripravljeno grafiko po polovici odigranih tekem, točkovno, jasno lestvico državnega prvenstva, kjer močno vodijo Celjani z 12 točkami prednosti pred Mariborom in Koprom. Zgornji del zaključujeta Bravo in Olimpija, s tem, da ima še vedno aktualni državni prvak enako število točk kot Aluminij in Radomlje, 3 zadaj, ki naj bi se borili za obstanek, pa Primorje, Mura, Domžale. Zdaj, predsednik, od vas ne pričakujemo, da kogarkoli preferirate ali kakorkoli, splošnega vidika pa vseeno en komentar tega dogajanja v prvem delu sezone glede na razvrstitve. Pa jaz mislim, da je nekje prvi del lestvice tudi pričakovan. Celje že nekaj časa igra res odličen nogomet, imajo dobro selekcionirano ekipo, dobro strokovno vodeno, imajo tudi dobro upravo, ne glede na to, da imajo tujega lastnika, tako kot smo prej govorili, to je pozitiven primer recimo tujega vlaganja in je logično, da je Celje glede na igre in svoje nastope v zadnjem času na vrhu lestvice. Seveda je ta točkovna razlika relativno visoka, ker tudi Maribor in Kopar, pa tudi Bravo igrajo dober in kvaliteten nogomet, tako da sem pričakoval, da ta razlika ne bo 12 točk, ampak nekaj manjša, ampak mislim, da je, kar se stanja na lestvici tiče, da je ono popolnoma zasluženo. Kar se tiče spodnjega dela lestvice, mogoče nismo Muro pričakovali med zadnjimi 3, glede na to, da je le murska sredina, ker se je igral nogomet za zgornjo polovico lestvice, ampak prihaja do tega sindroma, kako v reprezentancah, tako tudi v klubih. Takrat, ker naredijo velik rezultat, ker se uvrstijo v neka velika ali pa skupinska tekmovanja, potem enostavno namesto, da bi obdržali ta nivo in probali narediti korak naprej, prije do nekega nepojašnjenega padca, kako igre, tako tudi organizacije in rezultata, ampak jaz upam, da se bo ta zadeva uredila. Da je Domžale na zadnjem mestu, po eni strani, glede na težave, o katerih smo govorili prej, je tudi logično, ampak v Domžalah igra res največje število mladih igralcev in moram reči, da po ponovnem prihodu ali pa vrnitvi Žlogarja na mesto trenerja spet, ne glede na situacijo, v kateri se nahajajo, ne glede na stanje, kakršno je v klubu, da ta mlada ekipa igra dober nogomet. So postali konkurenčni, ne? Vse na zmago so se zdaj približali. Po točkah bi bili 7, če bi štelo samo obdobje Tonče Žlogarja. In tudi premagali so recimo močnejše klube,
Tako da govorim, da ne glede na to, da so te finančne razlike tako velike, ne, če se zloži dobra, mlada, perspektivna ekipa, ki je dobro vodenja, da se delati rezultat tudi v slovenski ligi z bistveno manjšim proračunom, kot ga imajo recimo nekateri. To se je pokazalo velikokrat. Zdaj, ko govorimo o mladih, zdaj tisto pravilo, ki je bilo predlani mogoče še najbolj pereče, zdaj ni več tistih menjav v prvi minuti ali pa zelo redko, ko enostavno trenerji včasih res ne vedo, kako bi vse skupaj sestavili, pa potem menjajo. To se zdaj več ne ponavlja, ker je verjetno ena izmed zadev prilagoditve klubov, trenerjev ne nazadnje in te možnosti, ki jo potem mladi tu dobijo. Mislim, ko uvedeš določena pravila, ampak neko regulativo, ki malo omejuje popolno svobodo izbire ekipe, ni vedno to dobro sprejeto. In potem v vsakem nekem pravilu ali pa zakonu so nekateri, ki poskušajo najti neke pomanjkljivosti in to izigravati. Jaz vedno pravim, da če igralec do 21 let ali pa če klubi v slovenski nogometni ligi nimajo igralcev, v Sloveniji vzgojenih igralcev do 21 let, ki igrajo lahko v prvi slovenski nogometni ligi, potem se morajo vprašati, kaj počnejo v svojih mladinskih pogonih, kako vzgajajo igralce in na kakšen način delujejo. Poglejmo najboljše evropske ekipe v Ligi prvakov, ali vzamemo Arsenal, vzamemo Real, vzamemo Paris Saint-Germain, vzamemo Benfico, ki imajo ogromno število igralcev pod 21 let v svojih prvih postavah. Manchester City, igralci, ki igrajo zelo pomembne vloge v teh klubih. In da mi v Sloveniji ne moramo imeti enega igralca, enega do dva ali tri igralca doma vzgojenih v Sloveniji, ki bi lahko bili v prvi začetni postavi v prvi slovenski nogometni ligi, potem je z našim delom nekaj narobe. Jaz vem, in to imamo tudi na Komisiji za profesionalni nogomet, so pobude, da se to pravilo ukine oziroma zmanjša tudi število doma vzgojenih igralcev in tako naprej. Okay. Na nogometni zvezi smo odprti za vse pobude. Ampak še enkrat apeliram na vse tudi v klubih, da razmislijo in dajo možnost mladim slovenskim doma vzgojenim igralcem in ne poprečnim tujcem, ker jih te poprečni tujci morajo stati veliko več, če vzamemo, kaj vse je potrebno narediti za te tujce, poleg samo osnovne plače, da dajo možnost mlajšim slovenskim igralcem, da bi to bilo bolj primerno in bolj koristno tudi za klube. To je moje prepričanje, mogoče nimam prav, naj vsak o tem razmisli sam, ampak da je prostor znotraj prve slovenske nogometne lige in razširjene. Takrat smo šli v razširitev druge lige z 10 na 16 klubov, izključno iz tega razloga, da po 18. letu in prehodu iz mladinskega staža v članske selekcije, da teli mladi igralci imajo bistveno širši prostor, večjo izbiro, da igrajo za drugoligaške slovenske klube in jaz upam, da je ta druga liga, sploh pa njena prva polovica, zadetek v polno. Zdaj, preden zaključimo z našim klubskim nogometom in se preselimo na temo reprezentančnega nogometa, iskanja novega selektorja in podobno, kmalu se nama bo z Miho v voditeljskem triju bodoče pridružil tudi Jaka Kozmelj. Predsednik, še to vprašanje glede teh regulativ, teh pravil za mlade nogometaše, se obetajo v bodoče kakršnekoli spremembe v kratkem ali vse v grobem ostaja tudi za prihodnjo sezono 2, tako kot je trenutno? Pa jaz mislim, če sem konkreten, do konca te sezone bo zadeva ostala taka, ki je. Pobude strani klubov so, da se nekaj spremeni. Znotraj Komisije za profesionalni nogomet je narejen ta odbor, da pripravi neke predloge. Če bomo ugotovili in če bodo klubi pač želeli te spremembe in ugotovimo, da jih je potrebno narediti, pač bomo naredili. Mi v nobenem primeru ne želimo narediti slovenske nogometne klube nekonkurenčne, ker tudi na evropskem področju oni niso nekonkurenčni, ker tam to pravilo ne velja za slovensko nogometno ligo in te slovenske ligi velja za vse klube enako. Tako da noben klub nima ne prednosti, ne pomanjkljivosti zaradi tega, ampak na koncu ligo igrajo klubi, nogometna zveza je vodi, organizira, ustvarja okvir in prostor in vedno je tudi potrebno tam, kjer je to lahko, da prisluhnemo tudi željam klubov. Seveda morajo klubi pri tem biti enotni. Nikdar se ne bo to zgodilo, če 2 ali 3, 4 klubi želijo spremembo, če pa vsi klubi ugotovijo, da je potrebno nekaj spremeniti, potem tudi mi na zvezi ne bomo mačekovski pa rinili glavo v pesek pa rekli ne, mi bomo ustrajali izključno in samo pri svojem, ne upoštevali neke pametne ali pa konkretne in korektne pobude klubov.
Super, toliko za tale prvi del, ker res kratki oglasi so zdaj pred nami, potem nadaljujemo tudi s temo o novemu selektorju slovenske reprezentance. Slišali bomo tudi zdaj nekdanjega Matjaža Keka. Kratki oglasi, pa se potem takoj vrnemo. Nazaj v oddaji Pod prečko, kjer danes gostimo predsednika Nogometne zveze Slovenije, gospoda Radenka Mijatovića. Z nami v studiu je tudi že kolega Jaka Kozmelj. Mi pa bomo najprej slišali en komentar na to, kako se je poslovil od vloge selektorja slovenske nogometne reprezentance. Matjaž Kek, ki je bil na tej poziciji zadnjih 7 sezon, tudi s krono uvrstitvijo na zadnje evropsko prvenstvo. To je bil njegov drugi mandat, ki se je zdaj zaključil, pa bomo potem pokomentirali vse skupaj seveda tudi v studiu. Meni to se zdi zelo plehko sporazumni prekinitev, oziroma ni bilo prekinitve, ker pogodba se izteka, nismo podpisali nove pogodbe. Je pa tako, da mislim, da in ena in druga stran, se pravi jaz na eni strani, Nogometna zveza oziroma predsednik na drugi strani, smo si začrtali neko svojo pot, tako da mislim, da je tudi po vsem tem času, po vsem tem, kar se je zgodilo, to bilo pričakovano, z moje strani nekje napovedano. Po drugi strani pa tudi jaz upam, da vsaj dovolj spoštljivo in upoštevajoč hierarhijo Nogometne zveze, ker je predsednik predsednik vleče neke poteze. In ni se mi zdelo niti smiselno po neuspešnih kvalifikacijah, po nedoseženem cilju, da jaz zdaj se rinem nekje naprej. In motilo me je sicer na koncu tisto dramaturgija, ja pa bomo počakali, pa se bomo sestali. Bilo je jasno že tako ena kot druga stran, da hočeta nekaj drugega, da hočeta nekaj novega. Ja, dramaturgija pravi na koncu Matjaž Kek. Predsednik, kako ste vi doživljali vse te zadnje tedne? Recimo temu nekdanji selektor pravi, da je vedel že prej, kam gre njegova pot. Kdaj ste vi začutili, da se ta pot končuje tudi datumsko s koncem novembra? Poglejte, jaz, če sem iskren in vseh teh intervjujih, ki sem jih imel takoj po končani tekmi gor na Švedskem, jaz nisem na to bil pripravljen, ker smo razmišljali v smislu, da bomo to pot nadaljevali in da bomo te 2 tekme tudi odigrali, 2 zadnji tekmi, govorimo proti Kosovo in proti Švedski, na način, da bomo kljub vsem težavam z rezultati bomo šli v dodatne kvalifikacije. Seveda, ker se to ni zgodilo, kot sem rekel, že takoj na letališču v Štokholmu, da se bomo usedli in se bomo pogovorili, kako in kaj naprej. To smo tudi naredili, tako kot sem povedal v teh intervjujih. Seveda se je pogodba iztekala 30.11., ampak vedno se je potrebno usesti, pogovoriti in na koncu koncev ugotoviti.
Jaz nisem čutil, da se bo naša pot potem razšla, ker če bi bil na to pripravljen in danes se ne bi znašli v tej situaciji, ampak logično po pogovoru smo ugotovili, da je to najboljše. Nekako ta zadnja domača tekma, bomo rekli, tista, ki je nekako na nek način poslabšala to zares krasno podobo slovenske reprezentance, se je zgodila in ravno o tem smo tudi spregovorili z Matjažem Kekom. Zdaj bomo slišali ta tekma s Kosovom in podoba nikomor nekako ne daje miru in Matjaža Keka sem tudi povprašal, ali bi pred to tekmo v povezavi širšo zadevo, ne samo z začetno 11-terico ali karkoli povezano s tem, napravil karkoli drugače. Pa poslušajmo. To je vaše medijsko vprašanje, ko pravzaprav niti sam ne veš odgovora, zaradi tega, ker je bil moment, ki je bil. Mi smo odigrali najboljši polčas v teh kvalifikacijah na Kosovo, ko ni bilo bunkerja po interpretacijah zdaj vseh teh pametnih, ko smo imeli priložnost za priložnost, ko pravzaprav Kosovo smo presenetili v vsakem momentu in z drugačno postavitvijo, z drugačnim načinom igranja, nažalost nismo realizirali. In v tistem momentu seveda razmišljaš, kako bi nadgradil to, ne kako bi kaj zamenjal. Je pa seveda situacija, ko se je kazala skozi vse te kvalifikacije, da če nam manjka 1, 2, 3, da nekateri igralci niso na nivoju, ki bi ga vsi skupaj želeli in pričakovali, da je potem Sloveniji bilo težko. In dejansko se je vse to nažalost uresničilo, ko smo pa bili, če je bilo Kosovo ok, v drugem polčasu v Prištini pa skozi te kvalifikacije v določenih momentih preslabi, premalo kvalitetni, premalo odločni. Ne govorim pa o želji, ker želja fantov je bila pa neverjetna. Iti še na en dogodek in dodati še en kamenček v mozaik sjajnih rezultatov te generacije, ki je živa zdaj, ki je pripravljena, to sem prepričan, v nove uspehe. Predsednik, je ta tekma, ta podoba slovenske reprezentance na tej tekmi bila nekakšen jeziček na tehnici pri odločitvi, da se z Matjažem Kekom na koncu vendarle sodelovanje prekine, čeprav vemo, da se je pogodba iztekla? Glejte, ne, samo ta tekma sigurno, ena tekma nikdar ne more biti jeziček na tehnici, da se nekaj zdaj zgodi samo zaradi ene slabo odigrane tekme. To, kar je selektor povedal že prej, mi smo na Kosovo izgleda zelo dobro odigrali, odlično tekmo, morali bi zabiti najmanj 2 do 3 gole, govorim najmanj glede na vse priložnosti, a pa na situacije, ki smo jih imeli, ki so bile izjemno obetavne za doseganje zadetka in nažalost nismo to tekmo zmagali. Seveda, ko greš pa v eno tako tekmo, ki ti odloča o tem, ali imaš možnosti boriti se za te dodatne kvalifikacije ali ne, prišlo je do nekega ko bi rekel, ne bom rekel slabega pristopa, ampak do pristopa, ki na tej tekmi enostavno nam ni dajo neke možnosti, da to tekmo dobimo. To je bila diametralno različna situacija, kot je bila na Kosovu. Oni so nas stisnili od prve minute in smo imeli težave skozi to tekmo, ampak ni to ena tekma in jaz ne bom se zdaj spuščal v neke strokovne razlage, zakaj bi bilo to tako. Mi smo po Evropskem prvenstvu, ki smo ga odigrali odlično, res na izjemno visoki ravni, rahlo padli že v Ligi narodov. Skozi dodatne kvalifikacije za Slovaško smo v 2 tekmah, težkih tekmah izborili obstanek in smo bili še nekje na tej ravni. Potem pa je cela situacija in te kvalifikacije za svetovno prvenstvo, ki so bile relativno kratke v skupini, v kateri smo govorili, da smo lahko 1. ali 4., so se odvile pač na način, ki za nas ni bil, ali pa rezultatsko na način, ki za nas ni bil uspešen. Ampak to se dogaja. Zakaj je to šlo
dol, ne, to se pravi splet nekih okoliščin. In Tudi igralci v klubih so imeli drugačne vloge. Seveda več dejavnikov na to vpliva. Od tega, kateri igralci so bili v kakšni formi v določenem trenutku, kjeri so bili zdravi, kjeri so imeli kartone in tako naprej. Tudi kakšni so bili nasprotniki v tem trenutku. Recimo norveška reprezentanca je glih v tej Ligi narodov začela neko sjajno igro in vidimo samo na kakšen način so osvojili svojo kvalifikacijsko skupino za svetovno prvenstvo, ker so Italijano zabili v 2 tekmah 7 golov, 4 v Italiji na gostovanju. Spravi, stvorila se ena izjemna generacija. Bili so tudi nasprotniki. Švica je bila odlična v naši kvalifikacijski skupini in proti njej smo odigrali drugo tekmo po Kosovu relativno dobro. Tako da več dejavnikov je vplivalo na to in zato smo rekli takrat, ko smo govorili o nekem novem zagonu, novi energiji, nismo mislili na energijo selektorja, mislili smo na energijo celega moštva, ekipe. In to je bilo mišljeno s tem. Tako da mi smo dejansko odlično sodelovali 7 let, to 7-letno sodelovanje je doseglo tudi svoj vrhunec s to uvrstitvijo na Evropsko prvenstvo, za kar je res selektorju treba izreči iskreno zahvalo za njegovo odlično delo in odlično sodelovanje in tudi dosežen rezultat v tem obdobju. Seveda se zadeve potem spreminjajo in zdaj treba v nek novi cikl jeti s neko novo energijo. Zdaj, koliko bomo srečne roke pri tem in koliko bomo uspešni, jaz v tem trenutku težko rečem. Še enkrat poudarjam, da smo mi z Matjažem Kekom v tem obdobju bili izjemno zadovoljni. Eno zadevo, Dejan, jaz se ne bi več toliko vračal nazaj na to zadnje obdobje in na te zadeve. Kmalu bom vključil tudi Jako, ampak tisto, kar je Kek vendarle dejal na koncu, predsednik, ne, ta ekipa je živa, ta ekipa ima energijo. Ne glede na to, kdo bo selektor, ste tudi vi začutili, da igralci bolj ali manj ta generacija, ki se verjetno za naslednje kvalifikacije prav veliko ne bo še spreminjala, da ima zagon in tisto željo, da še naredi en velik uspeh. Jaz mislim, da se ta ekipa, tako kot ste sami ugotovili, ne, ki bo več ali manj ostala enaka, da ima ta potencial, ima to kvaliteto, da se resetira in da še enkrat naredi dober rezultat. Jaz v to verjamem. Dajmo na tej točki, Miha, predlagam slišati še eno izjavo Matjaža Keka, preden gremo na to debato v zvezi z novim selektorjem, koga pa morda on preferira oziroma ali ima kakšno osebno željo. Nisem v situaciji, da nekaj preferiram. Sebi imam svoje mnenje, pa tudi na koncu koncev vsa ta imena, pa še koga zraven. Ne vem, zakaj se me govori bolj na glas o Daretu Milaniču. Saj se je tudi, ja. Zakaj mora omeniti, ja. Pa še nekatere. Pa mogoče Ante Šimunža, pa še kdo. Absolutno Ante Šimunža, absolutno Luka Elzner. Tako, ja. Vse to so imena, ki normalno, da so v toku. To je tudi popolnoma legitimno in normalno. Da kar direktno rešim. Sploh me ne bi motilo, ali je tujec ali je domač. Zagovarjam slovensko stroko. Slovenska stroka je podpisana po vse velike uspehe slovenskega nogometa. Hkrati se pa pojavljajo zdaj tudi tuji nogometni strokovnjaki, ki so do dobra spremenili neke poglede v slovenskem nogometu, kar je super in kar je fantastično in kar je lahko samo dobro za slovenski nogomet. Na drugi strani tukaj nimam nekih razlogov za eno ali za drugo, tudi zaradi tega, ker igrala se bo slovenska himna, igrala bo slovenska reprezentanca, dresi bodo še vedno z grbom, slovenskim grbom. In takrat bo tudi v narekovajih ta tuj strokovnjak mogel znati se identificirati z slovenskim podpisom. Kar se tiče, sem že rekel, dokdaj ali kdaj, ta čas naj bo čim krajši, favoriti, ne vem, mislim, da vsi nosijo neko svojo kvaliteto. Mene zdaj to lobiranje, kot sem že prej rekel, en tiho, eni pritajeno, bolj vlečejo v neki populizem. Tu ne rabimo zdaj populizma, ne rabimo populizma, rabimo tistega, ki bo in s kvaliteto svojega strokovnega znanja in s kvaliteto svojega karakterja, svoje osebnosti primeren za ta položaj.
Celoten intervju z Matjažem Kekom čez približno 20 minut, potem ko mi zaključimo tule v studiu. Nekaj tem odprtih, predsednik, smo že zreli in ali je nujno, da se razmišlja tudi o tujemu strokovnjaku na slovenski klopi, preden gremo do kakšnih imen, ki jih morda že imate v rokavu? Na vsak način to ni nujno. Je pa seveda tudi potrebno. Ker če gledamo neko paleto možnosti, ne smemo izključiti tudi možnost, da slovensko reprezentanco vodi tudi tuji strokovnjak. Seveda moramo povedati, da so naše možnosti relativno omejene. Mi nismo bogata zveza, o tem smo govorili že prej. Nekje naš limit, kaj je možno in koliko je možno dati v nekem paketu za selektorja in njegovo ekipo na nogometni zvezi, je jasen. Čez te limite mi ne bomo šli, ker govorimo vedno o nekem uravnoteženem proračunu zvezi, katerega se mi držimo in zato ne zahajamo nobene finančne težave, ker porabimo to, kar lahko ustvarimo. Nabor v določenem trenutku tudi nekih možnosti ni tako velik, da se razumemo, o tem nismo razmišljali prej, nismo bili pripravljeni. Seveda, to, kar sem govoril cel cajt, mi imamo čas, rad bi pa rešil situacijo čim prej, kar je logično, ne bomo samo zaradi tega, ker imamo čas, zdaj rekli bomo že. Na tem bomo delali, veliko je bilo stvari, ki jih je bilo treba postoriti. Zdaj imamo še ta zaključek nogometne zveze, imeli smo zaključek prvenstva, igra se še konferenčna liga, veliko je zadev še, ki se bodo v kratkem končale. Mi bomo štartali in preverjali te možnosti tam, kjer so določeni možni kandidati na razpolago, in ko bomo ugotovili, da bi eden ali drugi bil primeren za vodenje in z njim najdemo tudi skupni jezik, bomo se odločili in vas o tem tudi obvestili, ampak zaenkrat pač nimamo nič tazga, kar bi bilo za vas v tem trenutku zanimivo. Resnično, ker kolikor me poznate, veste, da ne rad niti dramatiziram, niti se zgovarjam, ampak takrat, ko imamo res nekaj, bomo rekli, imamo, če nimamo pa. Sej imamo še 15 minut oddaje, pa bomo še malce povedali. Kaj spremenil v teh 15 minut, verjete, da bomo to povedali pred iztekom. Jaka je z nami že nekaj časa tule na omizju. Če predsednik zdaj najbolj zadolžen v Sloveniji, najbolj tudi največ časa porabi za selektorja, si ti verjetno drugi človek, ki se najbolj s tem ukvarjaš. Mogoče res. Seveda sem predsednik. Mogoče pa Jaka ve celo več kot predsednik. Jaka, a veš več? Vse moje informacije so takšne, kot jih je povedal predsednik. Seveda preverjamo zadeve, kdo se s kom pogovarja, kdo ne, in seveda sem tudi jaz naredil nabor kandidatov, to je nekako novinarsko normalno. Nihče od njih, vsaj kolikor jaz vem, reše ni dobil nobenega klica, ampak pogovarjali smo se o tujcu. Tudi predsednik je na zadnjem pogovoru z ekipo dejal, Albert Riera o dvojni vlogi ne. Močno dvomim, da bi recimo pustil službo pri Celju in prevzel zvezo. Potem tudi za Viktorja Sančeza smo že dobili, da tu ni bilo nobenih kontaktov. In če potem pogledamo tujce, ki poznajo trenutno slovenski nogomet, ter upoštevamo to, kar je dejal že tudi predsednik, te finančne omejitve, je teh tujcev res relativno malo. Recimo Krznar je bil prvak s Celjem, ampak trenutno ne vem, če bi bil zdaj on, pa naj mi noben ne zameri, najprimernejši kandidat, in potem tako ali tako mislim, da že kar se lahko nehamo pogovarjati o tujec Slovenec, ker mislim, da bo na koncu Slovenec. Slišal sem takšno in drugačno potem spet imena, ampak moramo vedeti, če je nek strokovnjak iz tujine, ki je na vrhunskem nivoju slovenskega nogometa, bodimo pošteni, ne pozna, ker ga do zdaj ni spremljal, tudi če bo prišel in potem na prvem intervjuju rekel, spremljal se slovenski nogomet. Ne vem, če bomo to kupili. In drugo, finančno. Zakaj bi potem nekdo prišel v Slovenijo, ki nima tega recimo nacionalnega motiva, recimo samo z neko željo po življenjepisu, neko veliko imeti tudi realno za slovensko reprezentanco ne bo. Tvoj izbor je torej izgledal? Moj zbor je bil zdaj takšen. 4 Slovence sem dal, vse bomo imeli potem tudi na grafiki, in rekel bom tako, presenečen bom, če ne bo kdo od teh 4, ampak 2 sta trenutno prosta. To spet, rekel bom tako, da to ni pomembno, če mene vprašate. Zato, ker ko pokliče Slovenska nogometna zveza, hočeš reči, da sta lahko Elzner, recimo, ki imata službi, jaz mislim, da če pokliče Nogometna zveza Slovenije, bosta prišla vsaj na sestanek, oziroma lahko rečem, se kar prepričam na to. Zato, ker voditi slovensko reprezentanco bi bil za vse 4
te strokovnjake. Velik izziv tudi zdaj že beremo, ne? Darko Milanič, da je rekel pred časom, da ga zanima samo arabski nogomet, ampak govoril je v kontekstu Partizana ali pa vrnitve v Maribor. Slovenska reprezentanca je drugačna stvar, imamo občutek tudi pri Darku Milaniču, ker to je za vsakega slovenskega strokovnjaka največ, kar je lahko in prav je tako. Ja, dokler imamo tole fotografijo na zaslonu, naj izkoristimo priložnost in poprašamo predsednika, če smo na pravi poti. Rečeno že prej, z nobenim se nismo pogovarjali, moram pa reči, da je izbira zelo kvalitetna. Izjemno kvalitetna, ne se. Zdaj, mi smo se o tem še nekoliko bolj razširjeno seveda tudi pogovarjali z Matjažem Kekom, ker je odkrito priznal, da ga zelo zanima, da ni indiferenten zdaj, ko se je poslovil do tega, da ga zelo zanima, kdo bo novi selektor. Poprašali smo ga tudi glede na to, da zelo dobro ve, kako se je potrebno vesti, voditi reprezentanco, kako vse skupaj poteka, kakšen mora biti selektor, recimo tudi kot osebnost, kakšen naj bi bil v komunikaciji z javnostjo. To je vedno bolj razširjeno in pomembno v današnjem svetu. Dotaknil pa se je tudi svojega nekdanjega pomočnika in po mnenju mnogih celo prvega favorita za selektorsko vlogo. Vsaj tako je izgledalo še pred časom, bomo videli, ali je temu še vedno tako. Jasno, Boštjana Cesarja. Pa poslušajmo še enkrat mnenje zdaj že nekdanjega selektorja. V kontekstu, da je danes potrebno za to široka oseba. Široka oseba, ki je svoja, ker danes živimo v momentu podcastov, tega, onega, drugega. Danes je drugače kot pred 10-20 leti. Mi, trenerji, moramo se spremeniti, na to prilagoditi. Ne bo se družba, ne bojo se navijači, ne bojo se mediji spremenili. In zaradi tega je to zelo, zelo pomembno, da v določenem momentu ti kot selektor si persona, ki mogoče tudi zaščiti malo nogometno zvezo, ki v nekem momentu ti sicer daje plačo, ti daje pogoje in vse to skupaj, ampak v nekem momentu se kje zamaje, pa kaj ni narejenega dobrega. In tu jaz mislim, da je ta odločitev mogoče malo vprašljiva, če je odločitev samo enega človeka. Ne? Zelo široka tema smo zdaj že, diapazon je zelo, zelo širok in jaz sem prepričan, da bo izbrana prava oseba, oziroma kar se mene tiče, ima pa polno podporo. In če sem prej rekel, da nimam nekih, da smo v času, ko lahko razmišljamo tudi o tujcu na klopi, oziroma o nedomačem strokovnjaku, seveda, po drugi strani je potrebno, da se vseeno pozna slovenski nogomet, potem to zelo zožimo že, ko govorimo o tujem strokovnjaku, da se moramo zavedati vlogo Milaniča, naprimer Šimunčič, če smo prej govorili, kar se dala v slovenskem nogometu, kakšne rezultate ste dosegala. Ne? Da na koncu koncev ne bi rad, da en moment v karieri, mladi karieri trenerski Boštjana Cesarja vpliva na to, kako bo dalje šla karijera. Ta odločitev njegova, da je šel iz reprezentance, je odločitev, ki jo nekateri odobrajo, nekateri ne, jaz osebno sem o tem že dosti govoril, ampak še enkrat poudarjam, Boštjan ima pri meni totalno podporo, vso podporo, pa ne zaradi tega, ker je bil moj pomočnik, ampak zaradi tega, kako je delal in kakšno kvaliteto je prenesel v vsakem momentu v reprezentance, ko je bil zraven mene ali pa ko je bil sam, ko jaz nisem bil zraven. Mene zanima na koncu kvaliteta, sposobnost človeka povezati vse to skupaj, ker bistvo pa je, moramo pa biti povezani. Ker če pa nismo povezani, če pa to štrli na eno stran, pa na drugo stran, pa rezultata ne bo. In takrat, ko je bila Slovenija nogometno povezana, takrat so bili rezultati, s katerimi smo nekje našli upravičeno odobravanje v celem svetovnem evropskem nogometu. Ja, tako Matjaž Kek še v tem zadnjem delu, kot rečeno, potem po našem studiu, pa tudi z njegovim daljšim intervjujem. Jaka je že omenil, ne, da zožimo tale nabor kandidatov, če se ne pogovarjamo o tujcu, ki pozna slovenski nogometni prostor. Predsednik, malce smo zaznali tudi v tem, mislim, da intervju za ekipo, da vas je malce zmotilo vse to lobiranje v obdobju, ko se vi še niste začeli pravzaprav niti odločati. Predvsem bom rekel iz tega celskega dela o Albertu Rieri.
Dobro, moram reči, da nisem presenečen, da takih pojavov je bilo vedno in vedno bo, ne, da se bistveno preden se nekaj začne, že pojavljajo določena imena, določeni predlogi, sugestije in tudi lobiranje, če temu tako rečemo, nisem presenečen. Jaz sem o Rieri svoje povedal, gre za strokovnjaka, ki je res v slovenski prostor, govorimo o klubski prostor, ne so nek svež veter, nek svež pristop, neko novo filozofijo, ki daje rezultate in z Olimpijo rezultate in s Celjem in igra Celja je res všečna, mislim, da celi Sloveniji. In vsekakor Riera v kontekstu, če je Riera sam kot tak, ne v dvojni vlogi, sigurno bi je dober kandidat. Tudi, ko se je o Viktoru Sančezu govorilo, da sem ga klical, pa ga nisem in tudi kasneje se je izpostavilo, da je to sam potrdil, ker resnično ni bilo nobenih kontaktov, glede na njegov način bi bil tudi lahko po nekem pristopu, delu in kvaliteti bi bil lahko kandidat. V celoti se strinjam s slišanjem, kar je povedal selektor Kek in tudi selektorjem Kekom, ker mi dva sta bila v odličnih odnosih cel cajt in jaz mislim, da bom v takih odnosih ostala tudi naprej. Ne vidim nobenega razloga za to. Se pogovarjava in bom razmenil mišljenje v smislu tega, kaj on vidi in kako vidi zadevo tudi za naprej in za njegovega naslednika. Tudi ta ideja, o kateri on govori, da bi mogoče se tu dalo še razširiti z določenim močnejšim vlogam znotraj celega tega tima, je taka ideja, ki je zelo zanimiva. Ne? In to, če vsi delujemo v isti smeri, renemo v isto smer, pol nekaj bomo naredili tudi dober rezultat in tudi poskušali izbrati pravega v tem, jaz pravim, relativno kratkem času. Tako da meni je to vse normalno, vse to gre zraven, dokdaj ne pride do odločitve. Ko pride do odločitve, potem bodo drugi članki pisali, bodo druge stvari, ali je zadeva v redu, ali ni v redu, ali je izbor bil dober, ali ni bil dober. To je v novinarskem delu, v medijskem delu meni popolnoma normalno, me ne preseneča in nimam nič proti tem. Predsednik, bomo do novega leta že imeli novega selektorja? Ni nemogoče, malo verjetno ni nemogoče. Kako se boste lotili tega izbora, bom rekel? Zdaj, slišali smo sicer, oziroma lahko smo prebrali tudi Zlatka Zahoviča pravi, sam izbor nekoga, ki je že v dvojni vlogi, po njegovem mnenju ne pride poštev, da je nogometna zveza preveč resna organizacija, da bi se tole šla. Kako pa boste vi ta izbor ožili, krčili, se pogovarjali z velikim številom kandidatov, mogoče še s kakšnim, ki ga mi nismo našteli, tudi nekdanjim reprezentantom ali pa ki je delal v Sloveniji, ali boste bolj targetirali posameznika? Ma ne, v veliko širino je nesmiselno, ker potem pride do kaosa, veliko število pogovorov, veliko število nekih pogojev, potem vse to zlagati, kaj, kako, na kakšen način. Mi bomo znotraj te ožje in strokovne in ožje skupine ljudi, ki vodijo zvezo, izločili nek nabor manjšega števila kandidatov, z njimi opravljali razgovor in na podlagi odpravljenih razgovorov se tudi odločili. Neke velike možnosti, kot sami ugotavljate, neke velike širine nimamo, ampak to, kar je, recimo, kar ste tudi vi opredelili, ali pa kar bi bila neka ožja širina ali pa izbor, je sigurno dovolj kvalitetno, da vodi nogometno reprezentanco Slovenije v naslednjih kvalifikacijah oziroma obdobju. Jaka, nekaj si še želel dodati? Ja, a se recimo pri tem razmisleku o novem selektorju, ne vem, pokliče tudi verjetno kapetana Jana Oblaka, podkapetana Janko Biola, kakšno recimo vlogo bo imelo tudi to tipanje temperature pri igralcih, ker na koncu oni bodo tisti, ki bo ta selektor vodil. Veste kako, pri reprezentancah so igralci tisti, ki so poklicani v reprezentanco in da bi igralci določali, kdo bo selektor in tako naprej, ni bilo praksa na nogometni zvezi. Seveda se s ključnimi igralci pogovarjamo o tem, kaj bi bilo smiselno, kakšen bi bil tudi nabor možnih kandidatov, ampak da bi igralci vplivali in odločali o tem, kdo bo selektor. Igralci niti ne želijo tega početi, niti tega niso počenjali do zdaj. Seveda pa vsi igralci v reprezentanci so pomembni, ampak kapetan in njegov namestnik pa vsekakor. In mi smo skozi v kontaktu s temi igralci, ne samo na zborih, ampak tudi zunaj zborov, tako da tudi njihova mnenja seveda nekaj štejejo, ampak se igralci večer manj v to ne spuščajo zaradi tega, ker oni so tam, da oddelajo svoje na področju igre in rezultata seveda radi vidijo, da jih vodijo strokovnjaki, ki imajo kredibilitet za voditi reprezentanco, so veliki profesionalci in želijo ta profesionalni odnos, kot so ga imeli do sedaj. Tako da z tega aspekta ne vidim nobenih
težav. Predsednik, kdo je ta ožji kader, ki na koncu določi, kdo bo? Predvidevam, da ste na koncu vi tisti, ki rečete, ta bo selektor, s kom se posvetujete, tu imamo seveda tudi športnega direktorja oziroma direktorja reprezentanc, s kom se še posvetujete, ko na koncu vendarle vi določite, to je ta. Mi smo se z direktorjem reprezentanc pogovarjali že takoj potem in smo mu rekli, da tudi pripravi mal nek svoj izbor, svoj nabor, da vidimo, kaj so njegovi predlogi. Potem je to kolegi predsednika Nogometne zveze, ki predstavimo možne in vidimo, ker na koncu je le izvršni odbor tisti, ki potrdi kandidata. Praviloma, ne, če to izberemo skozi tako proceduro, ga tudi potrdi, ni pa vedno nujno. Tako da z glavo zid, skozi zid ne gre, ampak mislim, da zato do zdaj ni bilo potrebe in tudi zdaj nemamo potrebe, da ko bomo izbrali kandidata, da bo to konsens, ki bo dosti enoten. Rekli ste, verjetno še ne do konca tega koledarskega leta, boste potem hiteli v januarju, zdaj mnenja so različna, ne tako ali tako prva resna uradna tekma prihaja septembra, do takrat pa je fino, da kdorkoli bo selektor, da že malce začne z nekim svojim delom, ne nazadnje izkoristi tudi prijateljske termine. Ko smo govorili o tem časovnem okvirju, ki je na voljo do prvih tekmovalnih tekem, govorili smo samo iz tega razloga, da ta pritisk, da zdaj kar imenujemo nekoga ali pa da to naredimo na vrat na nos, da ga na en način ublažimo, ne? Da rečemo, ok, časa je dovolj, dajmo se vzeti čas pa to narediti. Ampak v vsakem primeru vam tudi zagotavljam, da bomo to rešili do konca. Kaj pa kar se tiče prijateljskih tekem, malce so že povedali na to temo, ampak zanima me, Hrvati malo nekaj špekulirajo, da bodo z nami igrali v pripravi na svetovno prvenstvo. Je kaj na tem? Hrvati, to se zna zgoditi, ker Hrvati so nam že poslali tudi uradno, da bi odigrali eno tekmo v juniju. O tem se pogovarjamo takrat, ko se bomo to zmenili. Mi na koncu itak glede na možnosti, s kom je možno igrati prijateljske tekme, delno tudi, kakšne so želje selektorja, se pogovorimo, ampak zdaj glede na to, da se igrajo določene kvalifikacijske tekme, da je svetovno prvenstvo, da bo nabora zelo malo in da bo zelo težko dobiti te prijateljske tekme, bomo probali to rešiti že praktično v 14 dneh, 3 tednih, saj 2-3 od 4 tekem, ki bi jih odigrali v tem okvirju. V teh dveh okvirjih govorimo za marec pa junij. Mogoče še tole, ostali trenerski štab, se pravi pomočniki, analitiki, to se tudi vse zamenja ali ta ekipa zaenkrat še ostaja na voljo novemu? Seveda to ni nujno, ampak vsak, ki pride nov, na en način ima to možnost, da izbira svoj štab, saj ožji del tega štaba. Seveda nam ni v interesu, da si teli ljudje z Nogometne zveze odidejo, ker je potrebno imeti tudi neko kontinuiteto nekega dela in upam, da bo vsaj polovica tega štaba ostala. Mislim, da Matjaž je selekcioniral dober štab, delali so res dobro, ne samo Matjaž, ampak celi strokovni ekipi je treba izraziti zahvalo za dobro upravljeno delo, tudi fantom, ki so bili zraven njega. Jaz upam, da jih bo kar večina ostala in delala naprej. Predsednik, za konec četrtek seveda še zaključek Nogometne zveze Slovenije z vsemi deležniki. Kaj boste povedali v grobem vsem gostom, kaj boste zaželeli, ne nazadnje tudi našim gledalkam in gledalcem vdaje Pod prečko? Pa v bistvu zaželel bi vam, da nadaljujete dobro delo v smislu informiranja in predvsem promocije prve slovenske nogometne lige, ne samo prve slovenske nogometne lige, ampak vi obdelate tudi drugo mladinsko ligo, Next-Gen, tako da je to za slovenski nogomet zelo pomembno. Vsem ljudem, ki bodo prisotni v tej dvorani, takrat seveda bomo povedali to, da je nogomet igra, ker smo enkrat zelo dobri, drugič malo slabi in da po vsakem dežju poseje sonce, tako da ne moramo reči, da smo bili uspešni v tem letu 25 pri teh dveh naših najbolj izpostavljenih reprezentancah, ampak siguren sem, da imamo potencial in ekipo, ki bo to krivuljo obrnila navzgor in da bomo v letu 26 deležni boljših rezultatov. Ja. Nekje neka misel, ki bi jo želel posredovati temu auditoriju na gospodarskem razstavišču. Dejan, smo pa v 2025 podpisali Šeška v Manchester United, Jako Biola v Premier ligo, tako da se je pa na tem področju kar nekaj dogajalo. Zdaj za čisti konec ima Jaka seveda še
svojo zgodbo. Ja, ne, seveda smo tudi gledalce vprašali, da ne bo selektor. Tako da mi imamo že rešitev za predsednika. Zdaj boste videli, da tudi tu, kot vidite, ni bilo nekega konsenza. Nogometna zveza Slovenije ima verjetno še več dilem, ampak tudi vi ste bili zelo, zelo razpršeni med kandidati. Ja. Praktično tiste plebiscitarne večine, kot pravimo, nihče ni dobil. Kot jo je imel Matjaž Kek, ne, na Tako. zadnjih 7 leti. Ne. Tako. Tole je nekako Zanimive Ja. ugotovitve, opažanja in pričakovanja. No, tu je kar razdeljeno vse skupaj, predsednik, tako da smo želeli pomagati, pa nismo prav pretirano verjetno. Lahko rečemo, da vam v bistvu ne bo lahko, ne, ker se mi zdi, da ste imeli pred 7 leti skupaj z vsemi nami nekako lažjo nalogo, kot jo imate zdaj. Mogoče lažjo nalogo, težje pa se realizirati. Ne? Tako da, seveda, tako kot ste izpostavili, jaz moram reči, ne glede na to, kaj se bo na koncu odločili, da so vsi 4 kredibilni kandidati za vodjo slovensko reprezentanco. Vi že veste, kaj bo naslednji korak Matjaža Keka? Vam je kaj prišepnil? Ko smo se pogovarjali, Matjaž Kek je povedal, da razmišlja o tem, da gre v nogometni pokoj, ampak glede na njegovo energijo, njegovo kvaliteto, njegov renome in reference, mislim, da bodo mnogi potrkali na njegova vrata in ga želeli imeti v svojih sredinah. Ne, jaz mislim, da Matjaž Kek v nogometu ni rekel še zadnje besede in da bo Matjaž Kek še dejavan tudi v slovenskem nogometu. Jaz pa vse skupaj lahko samo potrdim, kajti prejšnji teden smo z njim seveda opravili pogovor, ki ga bomo že čez nekaj trenutkov videli v celoti. Pravi, da ima veliko energije, da komaj čaka, da znova pride v stik z nogometom na takšen način, kot ga je počel do sedaj. Ali bo to reprezentančno ali klubsko, nekaj več bo razkril v tem pogovoru, ki sledi. Dotaknil se je tudi naših sosedov na Hrvaškem. Ali bo morda sedel tudi na kakšen klub v slovenski nogometni, oziroma na klub kakšnega kluba na slovenski ligi, pa seveda tudi morda izvemo že v naslednjem. Kje bi lahko imeli tudi športnega direktorja še, ne? Državno prvenstvo. Ja. Pa ga zaenkrat ne iščejo. Ampak mislim, da Matjaž Kek ima malce drugačne ambicije. Ja, to je to, kar se tiče našega dela. Predsednik, hvala lepa. Hvala lepa, Še predsednik. petič. Nekaj, hvala tudi vam za povabilo. Mi smo se vtaknili tudi navijače, tudi njim je treba izreči res veliko zahvalo, ker so vse tekme slovenske reprezentance napolnili Stožice, tudi če v narekovaju vzamemo tisto zadnjo tekmo proti Kosovu, ki je bila močno problematična v smislu strukture gledalcev na tribunah, ampak ne glede na to moram reči, da jim je treba izreči zahvalo za podporo slovenske reprezentanci, ki si na nogometni zvezi želimo tudi v prihodnje. In vsem gledalcem in vsem nogometnim navdušencem zaželimo vse dobro za božične praznike in novo leto in se nadejamo nekoliko bolj veselih nogometnih trenutkov v letu 2026. In na tej točki se lahko Lahko še eno novoletno željo za novo leto. Ja, kaj povej? Boljšo travo v stolico. Boljšo travo. Aha. To pa je že 14 dni je bila vmes. tema za kakšno Novo od vizijo. naslednjih oddaj. Bodimo optimistični, mogoče se bo to zgodilo. Možno. Ja, hvala lepa tudi vsem, ki ste bili danes tule, poleg mene in Dejana, oziroma Jaki in pa predsedniku. Smo končali s prvim delom oddaje, po kratkih oglasih nadaljujemo s tistim intervjujem z Matjažem Kekom, ki ga je Dejan opravil v teh dneh in se ponovno potem vidimo. Prihodnje leto. Prihodnje leto, februarja bo to, srečno do takrat, ampak hitro se bo vse skupaj obrnilo. To je to iz studia, gremo na Matjaža Keka. Živete. Dobro vam gre to.